V mesecu avgustu že lahko opazimo prve okužbe s krompirjevo plesnijo na paradižniku. Tukaj konkretno se zelo jasno vidi škoda na listih. Navsezadnje to prehaja potem tudi na steblo, ki počrni, nazadnje pa seveda na plod, ki propada. Tukaj imamo že en prehod na plod. Take rastline oziroma plodove, tudi ko jih porežemo, lahko pričnejo z gnitjem tudi na domači polici, in to je tudi vir okužb za sosedov paradižnik, ki raste tukaj zadaj, tako da apeliram na higieno paradižnika, preventivno varstvo. Take grede je najbolje kar počistiti, pospraviti plodove, seveda pa se paradižnik okužil s krompirja. Krompir sem tudi videl, da je rastel na skupnostnih gredah in tam je okužba prešla na pridelek grede paradižnika, tako da higiena v skupnostnih vrtovih je zelo pomembna in predlagam, da za to poskrbite. Seveda najbolj je varen paradižnik v rastlinjaku, tudi tukaj na skupnostnih vrtovih imamo nekaj rastlinjakov, ampak najbolje, da je rastlinjak visok približno 2,5 metra ali 3,5, tako ima dovolj zraka, je zračen. Rastlinjak vedno zapiramo samo v hudem neurju, nalivu, tako da vlaga ne prihaja. Ponoči naj bo odprt, naj bo zračen, kajti zaprt rastlinjak je ravno tako lahko vir okužb, kajti voda se zadržuje na listih in takrat se paradižnik v rastlinjaku ravno tako lahko okuži. Tako da je rastlinjak velik in pa zračen. Na paradižnik v rastlinjaku ne pada dež in to je ključno. Tudi vlaga se ne zadržuje, predvsem mislim tukaj na jutranje roso, ki je v hladnem avgustu že pogosta in je ravno tako izvor oziroma povod za okužbe. Seveda je pa najbolj varen paradižnik na domačem vrtu. Pri nas težavo s plesnim nimamo, kajti pravzaprav škropili smo preventivno že od konca junija naprej v juliju in tudi v avgustu z bakrenim listnim gnojilom in biostimulantom, in to se je zelo obneslo. Paradižnik je zdrav, redno smo odstranjevali zalisnike, ga privezovali, higiena je bila kar na nivoju in tako se bomo veselili pridelka tudi v mesecu septembru. Za preventivno škropljenje paradižnika lahko uporabljamo tudi domače pripravke. Seveda, ko je paradižnik še zdrav, z njimi škropimo vsaj enkrat na teden oziroma po vsakem močnejšem dežju. Uporabljamo pa čaje iz rmana, preslice, kamilice in seveda vse, kar pomaga nam proti prehladom, bo pomagalo tudi paradižniku. Seveda pa je paradižnik najbolj zdrav na bolj osamljenih legah, tam, kjer ni veliko sosedov, kjer bi okužbe prišle. Pri nas sadimo tudi krompir, ki je odporen na plesen, to je aluet, levante in pa twister, in na ta način plesen ne more s krompirja preiti na paradižnik. Sadimo tudi najbolj zgodno sorto arov v rastlinjak, ki jo poberemo že meseca junija, tako da kakšnih virov okužb z našega vrta na paradižnik strani krompirja ni. Tako da predlagam, da sledite našim nasvetom na YouTubu, Instagramu, Facebooku, TikToku in zagotovo boste imeli dober paradižnik in tudi druge rastline bodo bolj zadovoljne.